Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami pa je prva tekma 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije v športnem parku v Spodnji Šiški, pa danes zanimiv spopad, zanimiva tekma prav gotovo pred nami. Kajti omenjena trojica bo zdaj bila neposreden boj. No zdaj pa tam, ali je to 11 metrovka, tako je. Uspešen in je sposoben ustaviti strel Aljoše Matka, suvereno. Bravo, vodi 1-0, zelo zgodaj v srečanju, 6. minuta tekme in po dosojeni 11 metrovki je Aljoša Matko dosegel svoj 11. prvenstveni gol. Z diagonalami išče Matka in pa Baturino, tamle je zdaj prišlo do napake, ali je tukaj priložnost za povišajo Ljubljančani, Ogrinec, vratnica! Uspeli pridobiti vstopnice v tisti omejeni zdaj pa napad Celja, nevarno je Celje in ni gola! Kajti še daleč od tega je, da bi lahko govorili o kakšnem preobratu, ali pač zdaj priložnost, Lotrič pri strelu in tukaj je izenačenje na 1-1. Ja, ena sama plodna, dobra akcija, ko je žoga tekoče lepo šla od noge do noge, nato pa do Mitje Lotriča in kapetan. Strelec je bil Mitja Lotrič, no zdaj pa v napadu Celjani na drugo vratnico in ni gola. Gneča v kazenskem prostoru, predložek na prvo vratnico. In Kerin je bil tisti, ki je prišel do žoge, toda ni še konec, strel proti vratom, obramba Rozmana. Lotrič je zdaj pri strelu, spet Božič do odbite žoge, Božič preigrava, lepo je tole opravil Božič in mimo gola, še enkrat. Napačna predolga podaja za Božiča. Wiesinger je prišel do žoge, ali je tukaj zdaj priložnost? Wiesinger pri strelu in gol! Nehvaležnega spodnjega dela tabele, kjer se bije zdaj troboj za... Rozman brani! Zdaj priložnost za izenačenje! Marandiči je bil tisti, ki je zdaj... In konec bo torej ob zmagi Celja tudi 3 domačih zmag, brava na tem igrišču, ali pač ne, vratnica! Rekel je fantastična reklama za slovenski nogomet, to, kar se je danes dogajalo na igrišču. Pa še eno stvar bi izpostavil je recimo našega usoj žarometov sta Igor Vekić pa Domen Gril pri nas. Zdaj smo po dolgem času dobili 2 gola na eni tekmi, res smo napredovali. Odzad pa dela en človek, to je pa Miha Obrez, ki v bistvu je tudi omogočil našemu celotnemu klubu zadevo, da malo lažje po koronskem času funkcioniramo, ker je v bistvu ustvaril med drugim dom na Grila in smo dobili zajetno odškodnino in zaradi tega tudi lažje funkcioniramo v tem času. Tako da, Miha, hvala. Torej, tudi v prvem polčasu nam ni manjkalo veliko. Pogovarjali smo se, da nam neke nijanse manjkajo do tega, da naredimo tisto, kar znamo dobro narediti. Tako da, dobro, tekma dobra, zanimiva do konca. Jaz na koncu rečem tudi s kantkom sreče, gor, ampak fantje so si zaslužili, delali so, verjeli so v zmago in na koncu se nam je nasmehnila in tako tekmo zmagati v bistvu je dober občutek.